Torej, predmet današnjega predavanja bodo razni optimizacijski problemi v matematiki. Če to povežem s tem, kar je prej povedal kolega Marko Orov, gre v bistvu za eno podmnožico tako imenovanih operacijskih raziskav. Torej, operacijske raziskave so razne optimizacije in to jaz bi zdaj rada predstavila en poseben primer optimizacijskih problemov, ki jih v resnici implicitno srečamo v vsakdanjem življenju, pa mogoče tega niti ne vidimo. Zdaj, običajno jaz vsa ta predavanja začnem s temle zemljevidom. Kako pa grem zdaj? Zemljevidom matematike, kjer so prikazana razna področja. Torej, tle čist na sredini vidimo to, čemu rečemo izvor matematike, se pravi, znati moramo šteti, poznati moramo neko osnovno geometrijo in tako dalje. Potem se pa to deli na razne veje. Recimo, tle imamo statistiko, ki je Marko prej omenil, zelo moderno je zdaj strojno učenje, se pravi, to je model nevronske mreže, tako se približno učijo naši možgani. In tle je predstavljen en model z dvema vmesnima nivojema. Več kot teh nivojev, bolj globoko učenje je. Pol vidimo tule spodaj stvari, ki pridejo iz fizike. To je običajna analiza, mi bomo nekje tle danes noter v področju, ki se mu reče recimo diferencialne enačbe in integralni račun. Takole, no, zdaj se pa kar posvetimo našemu prvemu problemu. In sicer problemu milnih mehurčkov. Torej, vsi ste kot otroci najbrž pihali balončke, kakor temu ponavadi rečemo, ampak večinoma so bili tile naši balončki takole narejeni, da ste pač v milnico pomočili nek tak jajčast okvir, tam gor se je naredil pač film, tisto si pač pihnil in iz tistega je nastal okrogu balonček. Zdaj pa v milnico lahko pomočiš tudi druge oblike, ne samo take neke sklenjene krivulje, ampak recimo lahko pomočite spiralo. In če pomočite spiralo, se na njo napne mreža, kot jo vidimo tule na levi sliki. Torej, ta opna, ki se je tle gor napela, se imenuje helikoida, ena zelo pač znana posebna matematična krivulja. Zdaj, značilnost vseh teh ploskov sem hotela reči. Značilnost vseh teh ploskov je ta, da se postavijo na tak način, da je njihova ploščina najmanjša možna. Tako da to je ene vrste optimizacijski problem. Torej, tipično optimizacijski problemi zahtevajo, da vi poiščete recimo minimum neke funkcije. V tem primeru bi bila ta funkcija ploščina in vi zdaj iščete med vsemi možnimi ploskvami, ki jih lahko napnete na spiralo, tako, ki bo imela minimalno ploščino. In izkaže se, da je to ta helikoida in to narava pač sama naredi. Zdaj, če se odločite za kakšno bolj eksotično krivuljo, kot je tale na desni, pač dobite ploskov, ki je malo bolj nenavadno. Mi si bomo zdaj pogledali en primer malo bolj podrobno. In sicer to je primer krivulje, ki se imenuje katenoida. Naredimo jo pa takole, tle imamo pač dva ta rdeča obročka, ki smo ju pomočili v milnico. In ko to potegnemo ven, se na njiju dva napne takale opna. In zdaj, kar je zanimivo pri temle problemu, je to, da če vi stojite na stališču, da je narava zmeraj tako postavljena, da se postavi v stanje nekako minimalne
energije ali pa v stanje minimalne površine, potem je jasno, da če bi vi zdaj ta dva obročka vlekli narazen, in da bi tale ploskva ostala tako, kot je, zdaj malce upognjen val, potem bi njena površina postajala neskončno velika. Torej, šla bi čez vse meje. Takole, zdaj pa poglejmo, kaj se bo zgodilo. Pol, ke grejo vsi ti napisi mimo. Zdaj nekaj časa je videti, kot da se nič ne zgodi. Zdaj pa prihajate v področje, ko stvari postajajo nestabilne, kar pomeni, da se bo na hitro nekaj spremenilo. Evo. No, zdaj, če si pogledamo, tole je neka grozna formula napisana, ampak naj vas tole ne zavede, pa poskusimo razložiti, kaj ta formula govori. Zdaj, tle pozabite, da ne veste, kaj so tile znaki, tle domnevam, da integracije se še niste učili, ampak poskusimo vseeno razmisliti, kaj tale reč. Jaz bom povedala, kaj so sestavni deli, in ne ukvarjajte se s tem, kako so napisani. Samo poskusite imeti v glavi to, kaj je vsebina formule. Torej, y tle označuje tole krivuljo. Tole je zdaj y. To je kot funkcija y od x, je zdaj tale krivulja, za katero se da pol točno izračunati, katera je. No, ampak tole, ta ploskev, ki jo gledate, je v bistvu narejena tako, da vi tole krivuljo zavrtite okrog središča. Tako je narejena ta ploskev. Vidimo, da pač, če so to res pravilni krogi, potem je to rotacijska ploskev. In tale stvar tle je samo izračun površine te ploskve. Zdaj pa gremo po korakih. Kakšen je tale izračun? Tale delček tle, torej koren s tem dx-om vred, pomeni en kratek odsek takole po strani. Tale y od x je funkcijska vrednost, pol imate pa še 2pi. Se pravi, vi pogledate eno majhno rezinco tele ploskve, ki je videti tako kot plašč valja. Jo v resnici pogledate kot plašč valja. In vi veste, da površina plašča valja je obseg osnovne ploskve. Obseg osnovne ploskve je 2pi krat radij, tole je zdaj radij, višina od sredine gor je radij. Tole je pa višina valja, to je pa tale košček po strani. Tale s, tle pa pomeni samo, da vse to seštejete. Tako da tle ta formula govori o tem, da vi izračunate površino in zdaj pač gledate minimalno površino. Naslednji primer, ki je tudi zelo pogost v vsakodnevnem življenju in ga v resnici vidite prav vsakič, ko pogledate neke žice na daljnovodu, je verižnica. Torej, in verižica. Torej, če vzamete običajno ogrlico in jo takole primete, se postavi v krivuljo, kot je tule narisana. In s tem problemom se morajo v gradbeništvu stalno ukvarjati. Recimo, da imate vi napeljane žice, ne vem, na železniško progo, na tramvajsko progo, kakršnokoli elektronapeljava in tako naprej, se vam bo postavila v takole obliko. In tle nič ne pomaga, če vi še tako napenjate tisto vašo žico ali pa, ne vem, vrv ali pa verigo, ker stvari niso čisto popolne, je ne boste mogli nikoli zravnati.
Nikoli. Tudi palce ne morete nikoli zravnati, se zmeram malce upogne, sicer na drugačen način, ampak zmeram se malce upogne. Tako da pri teh konstrukcijah je zdaj pomembno, da vi znate ugotoviti, kaj se bo pravzaprav zgodilo s tole žico, ko jo boste napeli. Koliko nizko dol bo padla. Pač recimo, če imate nek daljnovod, to pomeni, da morate imeti električni vodnik, ki je neke določene debeline, tisti bo imel neko določeno težo in vi morate zagarantirati, da ga boste lahko toliko napeli, da ne bo padel prenizko dol in recimo ogrozil tistega, kar je pod njim. Druga stvar je tudi ta, da če lahko precej nizko dol pade, da ga recimo pol nek veter lahko toliko premakne, da se zadene tam, kamor se ne bi smel. Tako da v tem primeru se tudi pojavi običajno vprašanje. Torej, če vam nekdo da dolžino neke vrvi, pa vam pove, kje bo ta vrv vpeta, vi znate povedati, v kakšno pozicijo se bo postavila. In izkaže se, da se da. Tudi tle zadaj imamo opravka z nekim minimizacijskim problemom in sicer se ukvarjamo z minimizacijo potenciala. In razmislek je podoben kot prej. Torej, potencialna energija je kaj? Potencialna energija je višina krat masa. Zdaj gledamo tale majhen delček. Pri analizi zmeram rečemo takole, v redu. Razrežemo vse na majhne koščke, naredimo razmislek za majhen košček, pol pa vse to skupaj seštejemo. Zdaj, ko vi to razrežete na majhne koščke, boste imeli tule nekaj, kar je približno ena premica, kosene daljice, torej ena premica, je nosilka te daljice in lahko zračunate, koliko je dolžina tegale koščka. In to je tole. Podobno kot prej. Tale del je dolžina tegale koščka in recimo, če si mislite, da ima gostoto 1, pol je v bistvu tale dolžina kar njegova masa. Tako da tle imate maso, tule imate maso, tule imate pa višino. Torej, majhen delček potencialne energije bo prišel iz tega majhnega delčka mase in potem vse dobite tako, da jih pač seštejete. Tale S pomeni seštej. In izkaže se, da če poračunate, kaj je ta krivulja, je v bistvu tale krivulja enaka kot ta. Izkaže se, da gre za isto krivuljo v tem primeru. Na ta način se minimizira potencialna energija. Zdaj, matematično so to krivulje, ki jim rečemo, pač verižnica, to je kosinus hiperbolikus, to je vsota eksponentne funkcije, tako kot je tle napisan, recimo CH od x, je 1x plus 1 minus x polovic. Tako da dobite eno tako paraboli, podobno krivuljo, ki zelo strmo narašča, ampak problemi, ki rešijo vaš problem verižnice, so ena posebna družina tehle krivulj, ki jih popisuje tista zgornja formula. To zdaj ni pomembno v resnici. Pomembno je samo to, da vidimo, da gre za neko družino krivulj, ki je pač odvisna od tega, koliko narazen ste vpeli tisto vašo verižico. Bolj kot ste vpeli narazen, nižja bo in bolj široka, seveda. No, tole je pa zdaj podoben problem. Samo da je verižnica na glavo obrnjena. Torej, v tem primeru se pa vprašamo potem, kako lahko postavimo obok, da bo maksimalno stabilen. Tipičen problem v gradbeništvu, ko imate opravka z obokom, je ta, da če bi recimo vi postavili obok takole, da bi imeli najprej dva pokončna stebra, pa pol zaključek z obokom, dobite stranske sile prevelike in potem vam lahko obok tiste nosilne stebre ven požene.
To je zato, ker ko se obok zaključi, dobite dve komponenti sile, ki kažeta ven iz stran od težišča. Ne? In to povzroči to, da se pač zgornji del odpre in se obok sesuje. Zdaj, če želite to preprečiti, se obok ne sme nasloniti na pokončna stebra, ampak na ustrezno poševna stebra. Tako je treba razmišljati. In zdaj seveda to velja za vsak košček tega oboka in zato ima obok neko posebno obliko. Tale konkretno na sliki je obok v St. Louisu, ki ima še nekaj dodatnih posebnosti, recimo vsi lahko opazite, da je spodaj debelejši kot zgoraj, tudi to se da zračunati. Torej, če vam nekdo pove, kako želi, da se spreminja debelina oboka, od spodnje do zgornje, potem vi lahko na podlagi teh podatkov izračunate, kakšen mora biti, da bo najbolj stabilen. En korak naprej od obokov so kupole. Zdaj, kupola je nastala enkrat po starogrških konstrukcijah. Takrat v bistvu kupol običajno niso poznali, torej če so že bile, kakšne so bile bolj majhne, ker velikih niso znali narediti. Recimo stari Grki, če pogledate njihove templje, so imeli ravne stropove. Tipično so naredili tako, da pač, ko je bil strop, so dali prečno neke nosilce in potem so naredili strop, ki je bil poševan. Tako da kupol ni delal nihče. Kupolo zgraditi je bilo v bistvu tehnično precej zahtevno. En poseben primer, tako v zgodovini nekako zelo znamenit, je gradnja kupole v katedrali svetega Pavla v Londonu. Torej, London je imel več cerkva posvečenih svetemu Pavlu in prejšnja cerkev, ki je stala na mestu te katedrale v tem strašnem požaru, ki je bil v Londonu 1666 pogorela do tam. Bila je precej velika. Tudi v primerjavi zdajšnjo, še kar velika, ni pa imela kupole, ampak je imela tak na sredini tako neko trikotno špico. Zdaj, ko je bilo treba po požaru, takrat je v bistvu London je bil večinoma lesen, to vse zgorelo. So se lotili precej obsežnih gradbenih del in seveda je bilo treba obnoviti tudi to cerkev, imeli so javni natečaj, prispelo je mnogo različnih predlogov, ki so bolj ali manj imeli vsi cirka enak tloris. Največje razlike so bile v tem, kaj bi naredili namesto tega špičastega srednjega dela. In zmagal je arhitekt Christopher Wren, ki je predlagal, da bi pač naredili takle nek kupolast zaključek. No, in potem so seveda začeli z gradnjo in kot vedno se je zelo mudilo in ker se je zelo mudilo, so bili malce šlampasti pri temeljenju. Torej niso poskrbeli, da bi bili temelji pod to katedralo povsod enako trdni. Na enem delu so uporabili za temelje kar stare temelje, na ta drugem delu pa ne. In ko so zgradili to katedralo do nivoja, ko bi bilo potrebno narediti ta val, ki stoji pod kupolo, so opazili, da se v bistvu katedrala prelomila. Torej, nastale so razpoke, zato ker je bilo na enem delu so bili temelji trdni, na ta drugem mehkejši in potem se je katedrala tam pod težo upognila in počila. In zdaj Christopherju Wrenu je bilo jasno, da če bo nadaljeval s tole kupolo gor, tako kot si jo je zamislil, da pomeni to tako veliko maso in tako obremenitev na temelje, da se mu bo stavba spodaj sesula. Zdaj, kralju je že ne 5-krat težil zaradi sprememb načrtov, tako da kralj je bil tega sit in je rekel, da ne dovoli nobenih drugih sprememb, samo še ornamentalne popravke. Zdaj, ti ornamentalni popravki so se izražali na koncu v tem, da ta kupola izgleda popolnoma drugače, kot je bilo zamišljeno, da ne bi izgledala na začetku. Kar je pa pri njej zanimivo,
je njena statična konstrukcija. Torej, če bi bila tale kupola res kamnita, tako kot jo mi vidimo in domnevamo, da je narejena iz masivnega kamna, bi to pomenilo, da bi bila teža na zidovje spodaj prevelika in bi se lahko zgodilo, da zidovje popusti. Zato se je Vren pravzaprav vprašal, ali lahko naredim konstrukcijo na drugačen način. In trik je bil naslednji. Če pogledate zdaj ta levo sliko. Tale del, ki ga tle vidimo, je ta valja z del skupaj z oboki, pol pa na zunanji strani mi vidimo tole. Tole je pa notranja stran in tule je odprtina. Se pravi, dejansko je tale kupola narejena iz dveh delov, notranjega in zunanjega, pri čemer je ogrodje, ki je tle noter lahko in so na zunanji strani v bistvu samo nalepljene plošče. Tako da to, kar zunaj vidite, v resnici niso nosilci, ampak je samo okras. In tale kapca tle na vrhu, tu noter je neka lanterna pa neka svetloba tle skozi prihaja, je tudi sama zelo težka. In zdaj, če ti želiš imeti kupolo, ki bo lahka, potem nekako človek ne pričakuje, da bo zelo nosilna. Se pravi, če imaš ti lahko okroglo konstrukcijo, pa na vrh daš eno utež, boš pričakoval, da se bo tista utež pogrezala noter v tole konstrukcijo, če nisi tega zvito naredil. No, in Christopher Wren je poznal matematika Hooka, ki ga vsi poznate po Hookovem zakonu. In tale Hook se je ukvarjal ravno s problemom verižnice in ne samo to, ukvarjal se tudi s problemom verižnice, ki ima obesek. In tle ta dva problema vidimo. Torej, tole je notranja kupola, ki je v resnici zelo majhna, v primerjavi s tem, kako bi izgledala, če bi bila narejena v celoti. Tale zunanji del je na nekih lesenih tramovih pritrjen na ogrodje, ki drži tole bunkico tle na vrhu in to tle zunaj je samo okras. Nima nobene teže in v bistvu nič bistvenega k statike ne prispeva. Zdaj, tale krivulja notranja, ki jo vidite, to je zelo lepa verižnica. Tle se jo zelo lepo vidi. Glede na tiste grafe, ki smo jih prej videli, je to ta krivulja, ki je sama po sebi dovolj stabilna, hkrati je pa kupola manjša, kot bi bila sicer. Tole tle gor je pa tudi verižnica, ampak verižnica z obeskom. Se pravi, Wren, ko sta se s Hookom pogovarjala, sta študirala ne samo običajne verižnice, ki rešijo problem notranje kupole, ampak tudi problem verižnic z obeskom, ki rešijo problem kupole, na kateri je še neka dodatna masa. In če pogledate, je jasno, da tale konstrukcija, ki drži tisto kapco gor na vrhu, je zelo v bistvu lahka in tanka v primerjavi z masivnostjo, ki nam je tista kupola vzbuja. Zdaj, to je bila zdaj statična problematika. No? Zdaj imate pa še tale problem. Tale razlika, ki jo tle vidite v višinah, med notranjo in zunanjo kupolo, tale razlika ni tako majhna. Se pravi, če vi kot obiskovalec pridete v cerkev, pa gor pogledate, vam bo popolnoma jasno, da tole, kar vidite, je v resnici precej nižje, kot bi sicer pričakovali, glede na to, kako tale stvar od zunaj izgleda. No, ampak tle nam pomagajo pa optične prevare, to je pa druga veja matematike. Projektivna geometrija, se pravi, vi lahko poslikate notranjost te kupole na tak način, torej tale
te slike lahko na tak način poslikate, da vam optično vzbujajo vtis, da je tole v resnici večje, kot je v resnici. In to sta naredila. To je bil, v tistem času je bil to vrhunski gradbeni podvig. Tako, tu so zdaj tile naši junaki. Na levi je Robert Hooke, ki se je dal portretirati s to svojo verižnico, na sredi je Christopher Wren, na desni je pa Brunelleschi. Ne vem, če poznate tega znamenitega italijanskega arhitekta. On je tudi odgovoren za eno kupolo, in sicer za kupolo cerkve Santa Maria del Fiore v Firencah. To je ta največja. Mislim, da ima ta cerkev še zmeraj največjo kupolo med vsemi na svetu. In on sicer se ni ukvarjal z verižnico, njegov model je bilo jajce. Zdaj, tle smo razpravljali sicer o statiki, kdaj dobimo te stvari stabilne in tako dalje, ampak netrivialen problem je, kako to zgraditi. In Brunelleschi je ugotovil, da če je tisto jajce takole stabilno, da to potem pomeni, da če bodo gradili na nekih lesenih odrih tole obliko in pa tiste lesene odre dali stran, da bo zaradi notranje stabilnosti obok ostal. Ta kupola v Firencah je narejena iz ceglo. On je imel poseben sistem postavljanja, tako kakor na ribjo kost, ki zagotavlja še neko dodatno stabilnost. Ampak zanimivo pri vsem tem je naslednje, da recimo v srednjem veku so na Bližnjem vzhodu vedeli naslednje, da vi, če pravilno gradite obok, ga lahko gradite tako, da postavite leseno ogrodje, gradite, in ko postavite sklepni kamen, to je ta zadnji, ki ga date na vrh, v obok, in se imenuje sklepni kamen ali sklepnik, poskrbi za stabilnost, tudi če ni bilo nobenih vezi med kamni. Se pravi, vi lahko naredite suh obok na ta način, če ste poskrbeli, da je oblika verižnice in se ne bo podrl. No, zdaj, kako približno izgledajo tile oboki, matematično gledano, so tole modeli za loke, ki jih imamo. Torej, če imamo samo lok, potem je približno y je x na kvadrat, ampak ne čisto, približno. Za kupolo, ker je pač treba biti malce bolj previden pri tem, kako je tale, kako iz modela za lok pridete na model za kupolo, tako da zarotirate in pol pri rotaciji se še nekaj tam prikaže. Tako približno lokalno izgledajo tele krivulje. In Wren in Hooke sta v bistvu iz teh dveh modelov izhajala, ko sta iskali rešitve za svoje za svoje statične probleme. No, zdaj, analitično rešitev zelo dolgo ni bila znana. Vidimo, da so pravzaprav tole rešitev postavili šele 1690. Podoben primer, gradbeni, samo malo manjšem obsegu so Trulli. Te stavbe najdete na jugu Italije, tam v bližini Taranta, v okolici Taranta. Ena vas, v bistvu zdaj sicer že izumrla, se imenuje Alberobello in je polna tehle hiš. In vse te kupole so pač take, narejene po načelu verižnice z sklepnikom na vrhu. Zdaj te moderne seveda niso več take, kot so bile. In tle gor na vrh vidimo, da pol tale sklepnik z nečim zabetonirajo. Ko sem bila pred leti dol na obisku, mi je en domačin pripovedoval, da ko se je najavljal Dacar, da bo prišel po davke, so potem domačini hitro s strehe odmaknili sklepnik, ta vrhni kamen, ker sklepnika več ni bilo, se je stabilnost oboka podrla, streha se je zrušila noter in potem so pač razlagali, da so to krevni, pa da ne morejo davkov plačati.
Pa vidite, še streho imamo podrto in tako dalje. In potem, ko se pač tale Dacar odpravil domov, je poklical svoje sovaščane, postavili so ogrode in bila streha v enem dnevu končana. Ker to pač je treba samo kamne okrog postaviti in zaradi tega, kako so postavljeni, je streha stabilna. No, zdaj se pa preselimo k druge vrste problemom, to je problem brahistokrone. Beseda brahistokrona se stoji iz dveh besed, brahistos pa kronos. Kronos vsi vemo, da je čas, brahistos pomeni pa najkrajši. Torej, gre za problem iskanja krivulje, po kateri se bo kroglica pomaknila do ciljne točke v najkrajšem času. Torej, mi vemo, da če pogledamo zgornjo točko tle, pa spodnjo točko, pa potegnemo črto med njima, vemo, da je to najkrajša pot. Ampak, če kroglico te dol po tej poti spustite, pa ni rečeno, da bo potovala najmanj časa. Recimo, če pogledamo pot, kot je tale rdeča, ki je na začetku bolj upognjena, pomeni, da tle kroglica hitreje pada in pridobi hitrost. In ker pridobi hitrost, se ta večja hitrost lahko, če smo pravilno izbrali, še zmeraj pozna, tako da kompenzira to, da je pot, ker ta kroglica mora zdaj opraviti daljša. Tle vidimo, da tale rdeča krivulja je sicer daljša, ampak ker kroglica po njej potuje hitreje, lahko kompenzira tole ta prirastek v dolžini s tem, da pač hitreje potuje. Na levi strani vidimo eno pripravo, ki je narejena po modelu, ki ga je naredil Galileo Galilei. Galileo Galilei se je precej ukvarjal s tem problemom in razlogov za to je bilo cel kup, ne samo zato, ker je bil zanimiv. In je pač Galileo bil v bistvu prvi eksperimentalni fizik. Torej, on je hotel svoje teorije preveriti na poskusu in je naredil ogromno res zanimivih naprav, s katerimi je to preveril. Eno imamo tle in zanimivo je poskusiti, kaj se zgodi. Če spustite eno kroglico, torej, jaz sem tam bila in sem to napravo preizkusila in vi lahko hkrati spustite eno kroglico, ko gre po tem ukrivljenem delu, pa eno, ko gre po ravnem. In zdaj velikost tega pripravka, se približno si predstavljate, to bi vam prišlo nekje do višine bokov, recimo. Tako da pri tej velikosti je bila razlika 10 centimetrov med dvema kroglicama. Tako da razlika ni zanemarljiva. Kje se to pojavlja v naravi? Pojavlja se pri letih ptic. Torej, če želi ujeda ujeti svoj plen, potem bo najhitreje prišla do njega, če gre po brahistokroni. In kolikor je meni znano, mi imamo enega kolega matematika, zdaj že upokojenega profesorja Legišo, ki je tudi ljubiteljski ornitolog, in mi je povedal, da je to značilna oblika leta za postovko. Torej, če poznate postovko, postovka, se imenuje postovka zato, ker v bistvu na miru leti. Stoji na miru in na en poseben način maha s krili, zato da je na stalni poziciji in ko zagleda plen, seveda se samo spusti, nima nobene hitrosti. In do plena jo požene samo težnost. In če se drži te krivulje, bo potem prišla do cilja. No, zdaj si pa poskusimo pogledati, če kaj nam pove tale filmček. Jasna? Ja. To je bilo še eno vprašanje iz publike, kako je s kupolo v Panteonu v Rimu. Tista je pa malo drugačna. Za tisto sicer ne vem točno, kakšne oblike je,
Ampak Rimljani so imeli izjemno sofisticirano tehniko gradnje kupol, zato ker so dodajali v cement tuf. In tuf je lahek in njihova kupola, mislim sicer, da je polkrožna, ne bom presegla, ampak mislim, da je polkrožna. Ker takrat Rimljani niso znali teh kupol še graditi, to je bilo šele kasneje. Ampak oni so problem rešili tako, da je beton, ki je bolj na vrhu, lažji. Se pravi, ima noter več tufa. Tako da oni so na ta način rešili problem stabilnosti, ne? Da je bil tisti beton skozi bolj lahk, zaradi te tuf je ena taka vulkanska kamnina, taka bolj porozna. Ima pa zelo dobre vezivne lastnosti. Pa tudi gradili so ga pa malo drugače, ne. Pri Panteonu, če ste že bili kdaj noter, se vidi, da ima tako kot neke kasete. In tam je bilo najprej to kasetirano ogrodje narejeno, pa so pa te kasete zapravljene. A še kakšno vprašanje mogoče? Ne, zaenkrat je bilo to, če nisem Dobro. kakšno pogledal. Ja. Ne boš opomnil Žiga za uro, ne? Ja. Zaenkrat je še imate še 20-25 minut. Ok, no zdaj tle vidimo brahistokrono in dve drugi krivulji. Torej, ena je ravna črta, potem tale, ki je kaj vogalček, ne, vi najprej tle pustite, da pada dol skoraj navpično, pa ga pol tale lokec obrne naprej. Tako da ravna črta od vseh treh najslabša. In tle se vidi, da ta je pa glih nekako prav konveksna, da se zadeva prav izide. No, tudi ta krivulja, ko jo vidimo vsak dan, samo se tega ne zavedamo. Pa si poglejmo nazaj na naše predavanje, kaj bi to bilo. Torej, to je cikloida. Zdaj, kaj je cikloida? Aha, nič ne vidite. Samo moment. Aha, Jasna? Ja. Ja, še do 9:30 je, pardon. Ja, se mi je zdelo. Tako da imate še 8-10 minut, recimo. V redu. Ok, pardon. Da konvergiramo. Ja. Ok, brahistokrona je cikloida. Tale je sicer narisana navzdol, ampak cikloido dobite tako, recimo, da vzamete bicikel, pa na bicikel namontirate svinčnik, pa se popeljete z njim ob zidu in bo naredil take gunkice in to so cikloide. Tle se lepo vidi, tale R krat P pa minus R krat 1 je pozicija osi kolesa, sinus P pa kosinus P sta pa rotaciji. Tudi ta problem so reševali precej časa, v bistvu sta ga pol rešila Newton pa Bernoulli, vsak na svoj način. Bernoulli bolj zvito, recimo. Newton je imel takrat že vso mašinerijo odvajanja. In pol je bilo, to je bilo tako kot bager. Takole, zdaj tule sicer izpeljava, kako se ta funkcional naredi, ampak to nas ne bo zanimalo. Zdaj, tale brahistokrona je bila zanimiva šele iz enega drugega razloga. Izkazalo se je, da se ujame s problemom tavtokrone. Ta problem je pa nastopil zaradi potrebe po merjenju časa. Torej, ti si želel imeti nihalo, katerega nihajni čas bi bil konstanten, neodvisno od začetne lege. S tem se je ukvarjal Huygens in ga je zanimalo, kako skledo rotacijsko moram izbrati, da bo čas, ki ga krogalca rabi, da pride do dna, neodvisen od amplitude. In ni trivialno videti, da je to isto, kakor problem brahistokrone in da je ista rešitev. Ampak izkazalo se je, da gre pol za enako rešitev. No, še en problem iz strojništva. Ploskve z minimalnim uporom. Tle je napisan funkcional,
ni mišljen za zastraševanje publike, ampak recimo to, da vidimo, da je zadnji ena ne tako preprosta formula, ta funkcional je dosti slabša od tistih, ki sem jih prej pokazala. Tudi s tem se je ukvarjal Newton. Recimo vsakič, ko vi dizajnirate na primer raketo ali pa vojaški izstrelek, hiter vlak, imate ta problem. Kako boste na začetno plosku oblikovali, da bo upor minimalen. In tule imamo nekaj minimizatorjev. Torej, ta prva dva sta taka, ki jih je ugotovil že Newton. Newton je pač tole računal in je gotovo, da so enačbe super, dokler ne pride do konice. Ko pa pride do konice, so se mu pa vse tiste enačbe sesule in je ugotovil, da pol je najboljš, da tisti delček pri konici kar odreže in ga nadomesti z enim krogcem. In to se lepo vidi zgoraj na tej prvi sliki. In zdaj v odvisnosti od tega, kot tisti košček odrežete, dobite različne ploskve, ki pač minimizirajo upor v svojem razredu. Zdaj seveda se človek vpraša, no v redu, zdaj če ti jaz povem, koliko mora biti, kolikšen je na začetku krog, koliko mora biti dolžina do konice, mi lahko poveš, katera ploska je tista, ki bo pa res dala absolutno minimum. Problem je odprt, ne vemo. Tle spodaj je še nekaj telih bolj temnih minimizatorjev, ki se pač zaključijo z različnimi ploskvami, ne s krogom, kakor te prvi dve, ampak ena se z daljico, ena s trikotnikom, kvadratom, petkotnikom, vse te so minimizatorji. Ampak kateri je absoluten minimizator, tega nihče ne ve. To še zmeraj odprt problem. Tako da pač v tehniki se pol itak zadovoljite z nekim razumno dobrim približkom, ki mora najbrž še nekim dodatnim pogojem zadoščati. No, zdaj se približujemo koncu, tle imamo že problem, ki je star nekaj 100 let, mislim, 2000 let recimo, vsaj zapisan. Iz Vergilove Eneide, jaz verjamem, da vi nič ne razumete, kar tle not piše, ker jaz tudi nisem nič razumela, pa sem pa dala prevesti v Google in pol sem še manj razumela, tudi če je bil prevod angleški ali slovenski, torej tisto ni bilo berljivo. Zgodba je pa naslednja. Torej, Dido je bila feničanska kraljica iz Tira in ona se je sprla s svojim bratom, Pigmalionom, in pa je morala zbežati s svojimi zvestimi služabniki in ladjo napolnjeno z zlatom. In pol je pristala nekje na severnoafriški obali in je želela kupiti zemljišče. In dovoljeno ji je bilo kupiti tako veliko zemljišče, kot ga lahko opaše jermen, ki je narejen iz ene bikove kože. Takole. In to mesto je imenovala Novo mesto oziroma Kartagina. Star del mesta, ki ga je pa ona, iz katerega je Kartagina nastala, se pa imenuje Birsa. Torej, tale beseda Birsa pomeni bikova koža in tu v spodnjih dveh vrstah je zapisan naš optimizacijski problem. Torej, taurino je bikova, kolikor lahko obkroži z eno bikovo kožo. Tole je zdaj tale košček tle. To je zemljevid današnje Kartagine. Torej, z ene te bikove kože je pač obkrožila tisti hrib, kolikor pač je ta bikova koža dopuščala. In tole je zdaj matematično naslednji problem, ki je spet napisan v formulah, ampak se ne obremenjujte zdaj s tistimi formulami, in reče, minimiziraj ali pa maksimiziraj, to je isto, površino, pri pogoju, da je obseg konstanten. In izkaže se, da so rešitve krožnice. In ta problem sploh ni preprost.
Je izjemno zahteven. Zdaj na ravnini je lahk, na kakšnih drugih ploskvah je pa malo bolj kompliciran. Zdaj smo že pri koncu, tukaj imam samo še zadnji problem, in sicer problem najkrajših razdalj. S tem problemom se bomo v naslednjem predavanju malce bolj podrobno ukvarjali. Torej, gre za vprašanje, katera pot med dvema krajema na zemeljski površini je najkrajša. Se pravi, če vi želite leteti z Madagaskarja tam, ne vem kam, v Las Vegas ali kaj, pa pogledate na zemljevid, se vam zdi, da bi morali iti po rdeči črti, v resnici greste pa po vijoličasti. In če pogledate zdaj zemljevid, ni videti, da je bila ona vijoličasta najkrajša pot. Čeprav v resnici je tako. In razlog za to je, da je Zemlja ukrivljena, in najmanj ukrivljene krivulje na Zemlji so tiste, ki so ukrivljene samo zato, ker je ukrivljena zemeljska površina. In izkaže se, da so to te velike krožnice, se pravi poldnevniki. Vzporedniki pa niso, od vzporednikov pa samo ekvator tak. In seveda, če jih pol zarotirate po sferi, dobite še cel kup drugih. Torej, to je zelo zahteven problem. Enačbe so komplicirane. So rešljive za nekoga, ki je recimo diplomiral iz matematike, ampak niso preproste. Zdaj, ta problem se pojavlja na vseh mogočih drugih ploskvah. Na svitku, recimo, če bi imeli zemeljsko površino tako, kot je tle na tej sliki, pol so te črte, ki so narisane najkrajše poti, in ni nobenega razloga, da je tista pot samo ena med dvema točkama, lahko jih je več in so lahko zelo različne. Tako, to bi bilo zdaj za prvo uro, pa drugo uro se bomo pa ukvarjali samo z najkrajšimi razdaljami. V tem drugem delu se bomo ukvarjali z najkrajšimi potmi na ploskvah. Sicer ne na kakršnih koli. Se bomo najprej pogledali ravnino, potem pa še sfero. Zdaj, o ravnini vemo v bistvu vse. Zdaj bomo samo povzeli, katere lepe lastnosti imajo najkrajše poti v ravnini. Torej, vemo, da v ravnini je najkrajša pot med dvema točkama daljica, ki jo povezuje. In da vsaka najkrajša pot leži na neki premici. Tako da pač vse poti, te, ki so najkrajše, dobite tako, da pogledate vse premice, pa zberete dve točki, pa ta daljica med tema dvema točkama je najkrajša pot med njimi. Potem veste tudi to, da med vsakima dvema točkama je taka pot natanko ena. Torej, tista daljica je ena sama. In veste tudi, da nima samo presečišč. Če se spomnimo na prejšnji primer tiste zemlje, ki je bila tako kakor krov z dvema luknjama, tam so bile 3 poti narisane in ena imela samo presečišče. Potem vemo, da če se iz dane točke v ravnini odpravimo v neko smer, da se ne bomo nikoli vrnili na isto mesto. In da če želimo priti v ravnini iz ene točke v drugo po najkrajši poti, je smer tudi gibanja natanko določena. Zdaj, če se spet spomnimo na tisti krov z dvema luknjama, tam smo imeli med dvema točkama 3 različne poti. 2 sta bili brez samo presečišč, ena je imela samo presečišče, pa vsaka je šla v drugo smer. Tako da to, da imamo v ravnini tako situacijo, je zelo, zelo posebno. Ok. No, zdaj, kaj pa so najkrajše poti na Zemlji? Zdaj, za naš razmislek bomo mi prevzeli, da je Zemlja okrogla
in pač njen radij je 6371 kilometrov. To je zdaj neka srednja vrednost, ne? Mi vsi vemo, da Zemlja v resnici ni čisto okrogla, ampak je elipsasta. To je neka sredina med polosema. No, zdaj se postavimo naslednje vprašanje. Po kateri poti moramo potovati med severnim in južnim polom, da bo pot najkrajša? Zdaj, ideja pri razmišljanju o gibanju po sferi je ta, da razmišljate v smislu krivulj, ki so najmanj ukrivljene. Zdaj, če pogledate, recimo v ravnini krožnice. Krožnice so recimo model za ovinke. Torej, če se peljete vi z avtom po cesti, v ovinkih, ki so bolj ukrivljeni, vas bolj nese ven. In taki ovinki so tisti, ki so nekako bolj ostri, se pravi grejo po krožnicah z manjšim radijem. Torej, če pogledate družino krožnic, manjši kot je radij, bolj je ukrivljena. Večji kot je radij, manj je ukrivljena. Če pošljete pri krožnici radij proti neskončno, njena limita premica. Ukrivljenost pri družini krožnice v resnici natanko 1 deljeno radij, se pravi, pri premici bo to 1 deljeno neskončno in to je nič. Premica ni ukrivljena, ampak je ravna. No in zdaj, če pogledate, kakšne krožnice so na sferi take, ki imajo največje možne radije, so to krožnice, ki jih v resnici imenujemo velike krožnice. Kako dobite krožnice na sferi? Vsakič, ko sfero presekate z ravnino, boste dobili eno krožnico. In zdaj, če tista ravnina ne gre skozi središče, v našem primeru recimo Zemlje, potem te krožnice ne bodo največje krožnice. Tako da družino velikih krožnic dobite natanko takrat, ko pogledate preseke sfere z ravninami skozi izhodišče, če je pozicija taka, da je središče v izhodišču. In to so natanko tiste, ki imajo radij enak radiju sfere. Zastavimo si zdaj podobno vprašanje, kot smo jih prej videli v ravnini. Torej, mi zdaj vemo, da če hočemo iti od severnega pola proti južnemu polu, moramo iti po poldnevniku. Koliko poldnevnikov imamo na voljo? Neskončno. Po katerem koli gremo, bomo prišli na južni pol. Zdaj, a se nam lahko zgodi, da se vrnemo na isto mesto, če nadaljujemo v isti smeri? Seveda. Ko pridete po ta veliki krožnici na južni pol, nadaljujete v isti smeri, boste prišli na severni pol. Tega v ravnini nimate. Torej, na sferi so geodetke končno dolge, v ravnini pa neskončno dolge. A imajo na sferi geodetke samo presečišča? Nimajo. Torej, ker je to samo krožnica, vemo, da nima presečišč. Zdaj se vprašamo, a lahko narišemo zemljevid, ki bo, sliši se zelo grozno, izometrično, izomorfen zemeljski površini. To pomeni, da bi vi radi narisali zemljevid, ki bo čim bolj zvesto prenesel razdalje na sferi na ravnino. Tega se ne da narediti. Lahko naredite samo bolj ali manj dobre približke. Jaz zdaj teh projekcij ne bom kazala, jih je, ne vem, nekaj 10 različnih projekcij. In vsaka projekcija v nekem območju dobra, v nekem pa slaba. Tako da razlog, da tega ne morete narediti, je, da je Zemlja v resnici ukrivljena. Če bi bila Zemlja recimo na površini valja, potem jo pa lahko takole narišete v ravnino, saj mi vemo, da lahko valj oblikujemo iz papirja. Papir je raven, ga zvijete in tle niste nič pokvarili medsebojnih razdalj. Sfera je pa nekaj popolnoma drugega.
No, zdaj, če si še enkrat pogledamo tale zemljevid iz Madagaskarja v Las Vegas, ki je narisan v neki projekciji, a ne, nam pač pokaže, da tista velika krožnica, ki povezuje Madagaskar in Las Vegas, in tako zmeram lahko najdete, se na ravnem zemljevidu vidi tako kot neka parabola. Torej, kako dobimo velike krožnice, če vam nekdo da 2 točki na zemeljski sferi? Rekli smo, da so velike krožnice preseki sfere z ravninami skozi izhodišče. Torej, če vam nekdo da 2 točki na sferi, ta 3. točka je izhodišče, 3 točke že določajo ravnino in s tem je ravnina enolično določena. Se pravi, vi v tem primeru dobite krožnico, na krožnici sta 2 točki in seveda zdaj od obeh možnosti izberete krajši lok. Razen v primeru, ko imate recimo severni in južni tečaj, ko sta oba loka enako dolga, pa še cel kup drugih, seveda enako dolgih, imamo enolično določeno najkrajšo pot. Razen, če sta res čisto nasproti, tam jih je pol neskončno. Zaradi tega, ker so potem ta točka, pa središčna točka ležijo na premici in pol ne določajo več ravnine enolično, določajo celo družino ravnin. Dajmo si pogledati, če kakšen drug primer. Takole zdaj izgleda let iz Kaira v Los Angeles. Ko da letite čez Islandijo, Grenlandijo, Kanado. Na tem zemljevidu se tudi lepo vidi, kako je ta projekcija nekje v tem ekvatorialnem pasu, pa še malce na sever, pa na jug, še kar v redu, blizu tečajev pa popolnoma deformirana. Ta Grenlandija je postala ogromna. In na zemljevidih, ki imajo spodaj še Antarktiko, vidite, da je razvlečena čez celo spodnjo stran. Recimo tle. Ok, no tle smo pa videli zdaj pot, ki je ravna. Mi kdo ve povedati, zakaj je tako? Kakšna ideja? Ja, zdaj to, da jo vidimo ravno, je odvisno od projekcije, ki smo jo izbrali. Tipično so te projekcije narejene tako, da je recimo ekvatorialna črta tista, ki je ravna. Da okrog ekvatorja je vse v redu. Se pravi, če vi izberete nekaj na ekvatorju, potem je to tista edina črta, ki se bo približno prav preslikala. In zato pa v tem primeru res zagledate ravno črto. Tudi na zemljevidu. Ok, zdaj mi se bomo ukvarjali z Koprom pa Benetkami in bomo poskušali razumeti, kaj v resnici pomeni, da je Zemlja ukrivljena in kaj to pomeni za razdalje in za opazovanje in tako dalje. Tako da zdaj za razdaljo do Benetk bomo privzeli, da je 109,27 km. In tole so zdaj naši problemi. Te probleme boste dobili za domačo nalogo. Mi bomo zdaj poskusili samo razmisliti, kako je s tem. Torej, prvi problem je, kako dolg bi bil najkrajši tunel od Kopra do Benetk. Kolikšna bi bila njegova največja globina? Potem nas bo zanimalo, koliko se razdalja med dvema mestoma po zemeljski površini razlikuje od običajne razdalje v prostoru. Kako visok bi moral biti zvonik Svetega Marka v Benetkah, da bi ga videli s Kopra ali s Socerba? In ta zadnje vprašanje, če plovemo po najkrajši poti s Kopra v Benetke, na kateri oddaljenosti bomo zagledali zvonik Svetega Marka.
Zdaj tole si najrajš pogledamo tako, da narišemo kakšno slikco. Torej, zdaj si poglejmo, kakšen je tale naš problem, o katerem smo se pogovarjali. Tako, tole je zdaj naša Zemlja. In jaz bom tle gor narisala Koper pa Benetke, tako pač malo pretirano narazno, ne, če ne se nič ne vidi slike. Recimo, da dam zdaj Koper tle gor. Benetke bom dala pa sem. Tule bi morala imeti pa središče Zemlje. No, zdaj, kaj so bila naša vprašanja? Ta prvo vprašanje je bilo, koliko se razdalja, se pravi, če vi plujete do Benetk, plujete po zemeljski površini. Vprašanje je, koliko je tale lok tule, L, daljši od običajne razdalje v prostoru. To je pa ta, dajmo ime D. A znamo to izračunati? Znamo z uporabo neke elementarne geometrije, torej, če vam nekdo pove, če veste, kolikšen je radij, in mi smo ga povedali, če veste, kolikšen je lok, torej, ko imate enkrat lok, ko imate enkrat radij, dobite lahko tale notranji kot fi. Potem imate pa opravka z enakokrakim trikotnikom in iz tega lahko D izračunate. To zdaj odgovori na vprašanje o razdalji. Zdaj same račune vam bom prepustila, so pa rezultati res presenetljivi. Okej, zdaj to je bilo prvo vprašanje, torej prvič. Razdalja med Koprom in Benetkami po površini in v prostoru. In zdaj človek si v resnici misli, ne, da glede na to, da so Koper pa Benetke relativno blizu, da kakšnih velikih razlik ni za pričakovati. Na tako kratkih razdaljah, kot fi bo majhen. Velikih razlik tle ne boste videli. Če pa pogledate dva ekstremna primera, ne, severni pa južni pol, je pa razlika zelo, zelo velika. Ne. Tako da ta razlika močno narašča z razdaljo. Okej. Naslednji primer je bil tale. Spet imamo tako, kot smo imeli prej. Tule gor imamo Koper. Tule imamo Benetke. Zdaj pa imamo v Benetkah stolp Svetega Marka. Jaz bom narisala tale stolp zelo pretiran, če ne se nič ne da videti. Takole bi zdaj bil stolp. Stolp stoji pravokotno na podlago. Takole v Benetkah stoji stolp.
No, zdaj pa vi gledate iz Kopra. In gledate seveda lahko samo takole, ne vzporedno. To je zdaj smer vašega pogleda. In zdaj, če bi res Benetke bile tle, pa bi vi iz Kopra hoteli tole videti, bi moral tale stolp biti do tule visok. In to se ne da narediti zaenkrat. Zdaj res je, da so Benetke malo bližje in zato bi načeloma še zmeraj lahko dovolj visok stolp videli, ampak bi moral biti precej visok. Tako da to vam pustim, da izračunate. Še en problem, ki sem ga omenila, tole bi bila zdaj višina stolpa, da ne sem označila. Drug problem je pa bil, na kateri razdalji, če vi plujete proti Benetkam, boste zagledali tale stolp. Zdaj se pa morate takole vprašati. Vi pogledate iz tegale stolpa, tle plujete in gledate razne tangente. Pač bližje, ko plujete, in ta prva, ki jo boste dobili, zanima vas ta prva taka, da bo res stolp postal viden. Se pravi, ta prva tangenta na poti od Kopra do Benetk, ki bo taka, da bo imela presek z tem podaljškom radija, ki vodi do Benetk. In tole zdaj, tale iskana razdalja je tole. Torej pri razdalji D1 prvič zagledamo stolp svetega Marka. Zdaj vprašanje, recimo, ki so si ga zastavljali v starih časih, je bilo tudi obratno. Recimo, da si ti želel videti ladje na obzorju, ki se približujejo mestu zaradi tega, da bi se rad obranil pred njimi, in vedel si, da pač plujejo lahko z neko hitrostjo, se pravi, zanimalo te je, koliko visok opazovalni stolp moraš imeti, da boš lahko ladjo opazil 2 uri, preden bodo prišle do pristanišča. Recimo, če plujejo z neko hitrostjo, mogoče 20 kilometrov na uro. Se pravi, bi morali biti 40 kilometrov stran, da bi imel ti 2 uri časa, in zdaj je vprašanje, koliko visok opazovalni stolp moraš imeti tule v Kopru, da boš takole ladjo videl. S tem so se pač, s tem se še danes inženirji ukvarjajo, s tem, da veš, kakšna je vidljivost z neke višine. Recimo tudi konec koncev, ko vi, ne vem, nek radar naokrog pošiljate, koliko se tisti radarski žarki, pač kolikšen je njihov domet, vas ovira pravzaprav zemeljska površina. Tudi če vas zanima stanje malo višje v atmosferi, vseeno, prej ko slej trčiš na ta problem. Tako da, ta zadnji problem še, ki smo ga imeli, je bilo pa vprašanje, koliko podvodno gladino bi bil tunel, če bi ga naredili. To se zdaj navezuje na prejšnjo sliko, in sicer na tole količino. Se pravi, tole tunel bi bil zdaj to,
to je najkrajši tunel od Kopra do Benetk, ampak tole tle je pa maksimalna globina, kjer se bo nahajal. Dajmo še tole napisati. To je maksimalna globina tunela med Koprom in Benetkami. Takole, zdaj bi se vrnili začasno spet na predavanje. Takole, zdaj imamo tle geodetke, še na drugih ploskvah, recimo na torusu so zelo zanimive, so pa malo težje za računati. Mi se bomo bolj podrobno ogledali geodetke na platonskih telesih, oziroma bolj natančno, pogledali si bomo geodetke na temle. Tole boste pa poskusili narediti za vajo. Zdaj, ti problemi niso lahki, a prepoznate tale telesa, ki mu ustrezajo takele mreže. Torej, tole ta prvo je tetraeder, kocka, ikozaeder, dodekaeder, oktaeder, dodekaeder pa ikozaeder. Najbolj zafrknjen od vseh teh je dodekaeder. Najpreprostejši je tetraeder, tega bomo naredili, pa še tam je zelo preprost. Malo bolj komplicirana je kocka. Takole, zdaj za kocko vam bom pokazala, kaj dobimo za geodetke. Tako da bom spet delila ekran. Dajmo kar pogledati kocko, kaj je lep filmček. Torej, zdaj na kocki in na vseh platonskih telesih dobite geodetke tako, da pogledate, kaj dobite, če ravne črte prenesete na površino. Se pravi, če bi bila naša Zemlja kockasta, kako bi se morali premikati od enega do drugega, da bi prišli od enega do drugega mesta po najkrajši poti. In zdaj, če pogledate, kaj počne tale pikca, boste opazili, da geodetke na kocki so zelo drugačne od geodetk na sferi. Imate cel kup samopresečišč, in tale, kot vidim, se bo vrnila na isto mesto. Tale je sklenjena. Zdaj se bo pa odvrtela nazaj. In pa če nekajkrat obkrožila tole kocko in narisala cel kup nekih likov na njene stranske ploskve. To se da analitično naprej določiti, zahteva pa nekaj truda. Kot rečeno, se bomo mi lotili študija tetraedra, in sicer za tetraeder si bomo pogledali takole njegovo mrežo. Neskončno veliko mrežo in bomo poskusili razumeti, kako se ravne črte iz te mreže prepišejo na tetraeder. Zdaj, to ni grozno preprosto, zato vam bom še enkrat narisala, da boste videli, kako se tega lotimo in da boste pol s profesorcami lahko poskusili to narediti na kocki. Torej, tole bo zdaj naše izhodišče, ta mreža, in bomo poskusili pogledati, kako se ravne črte, torej, če neko ravno črto na to mrežo narišeš, kaj to pomeni za ravno črto na površini tetraedra. Torej, najpreprostejša mreža, ki jo ponavadi pogledamo,
je recimo tale, da vzamemo tole plosko, tole, recimo to, še tole. Zdaj na tetraedru to pomeni naslednje. Če zdaj tetraeder narišem, pa številčam svoje ploskve, 1, 2, 3, 4, pa poimenujem oglišča, sem barvo zamenjala, ki se več ne vidi, B, C. Zdaj oglišče D je pa tule 3-krat narisano. Tole je oglišče D, to je oglišče D, pa to je oglišče D. To so tisti 3 vogali, ki se bodo zlepili v eno točko. Ko da smo zdaj takole izbrala, da bo tole A, B, C, tole je pa D. In zdaj tale spodnja ploskev je ploskev 1. Recimo tale ploskev ABD je ploskev 2. To je tale. Ok, zdaj kako pridemo do vseh ostalih možnih mrež, ko enkrat tole imamo? Vi si lahko predstavljate naslednje. Zdaj, ko boste tole lepili skupaj, veste, da se mora tale stranica zlepiti s to stranico, ko sestavljate tetraeder. Zdaj, če se morata zlepiti, jo lahko vi tudi zlepite, pa tole odrežete. Se pravi, če med 1 in 2 odrežete, pa tole stranico prilepite na vrh, to v bistvu pomeni, da ste ta trikotnik zavrteli in ga prilepili sem. Tako da v resnici dobite tole dvojko, zdaj tudi tle. To je tudi ploskev 2. Zdaj, če napišemo še, s katerimi točkami imamo opravka, tule bomo pa te napisali z drugo barvo, recimo z rdečo, torej osnovne so bile z modro napisane, zdaj pa vemo, da trikotnik, ta zelen trikotnik je trikotnik ABD, torej A pa D že imamo, torej tole je zdaj B. Podobno lahko naredite s rumenim trikotnikom, se pravi, prerežete stranico CB, ki drži trikotnik 3 trikotniku 1 in zlepite stranici CD, se pravi, v tem primeru bo prišel 3 sem. Zdaj, če še pogledamo, katera točka je manjkajoča, trikotnik 3 je trikotnik CBD, se pravi, tale nam še manjka, torej tle gor moramo zdaj napisati tole točko, ki je zdaj točka B. In zdaj se tle že vidi vzorček. Zdaj, če bi še trikotnik zraven trikotnika 3, nalepili trikotnik 1, bi bil trikotnik 1 postavljen na tole mesto. In ko enkrat to imamo, je potem zelo preprosto narisati še vse ostale točke, ki nam bodo dale tole mrežo v ravnini. Torej, najlažje si to tako predstavljate, kot da tale tetraeder, ki ga imam tule, narisanega, tegale, postavite na ta trikotnik tako, da so ABC prav postavljeni, in ga potem valite čez stranice po ravnini. Tam, kjer pač pade ustrezna ploska, ustrezne barve na tisti trikotnik, ga takole pobarvate. In na ta način se bo pač vse skupaj pobarvalo na en sam način.
Torej tle, ko boste imeli zaporedje 2, 4, 3, 1, boste imeli naprej spet zaporedje 2, 4, 3, 1, ker ste pač prišli enkrat okrog in potem samo ponovite. To spet 2, 4, 3, 1. Podobno je tule, a ne, imate 2, 1, 3, 4, še manjka, tle bi prišla zdaj 4 in potem bi se zgodba ponovila. Dajmo si zdaj označiti te ta dva sestavna dela. Se pravi, eden je tale. Zdaj, če bi pa tega nadaljevali, bi bil naslednji pa tle. Dajmo tega pa z eno drugo barvo, da se boste ločili eden od drugega. Jasna? Ja. Še nekih 10 minut imaš? Ja. Približno, ok. Dobro, da si me spomnil. Ja. Bo cajta zmanjkalo. Takole, zdaj, če jih še pobarvam, mi manjka 4, ki je bila tako nekako rozasta, in 2, ki je bila pa svetlo zelena. Takole. In zdaj po ravnini se vsi ti sestavni deli ponavljajo. Se pravi, tle bom imela naslednjega zelenega, tle zraven bom imela pa tega naslednjega, ki bo tak. No, zdaj bom pa poskusila narisati končno eno črto, pa pogledati, kaj to pomeni. Zdaj bom najprej narisala takole črto, ki gre tle od sredine do sredine. Pa poglejmo, kaj to pomeni na našem tetraedru. Začela sem na sredini daljice AB. Potem sem se premaknila proti sredini daljice AD. Potem sem šla na sredino daljice DC in potem sem šla na sredino daljice CB, potem sem se pa spet vrnila, ker tole je spet točka A, sem se spet vrnila na daljico AB. Tako da črta, ki jo zdaj imam, in sem jo prepotovala, je taka, tale zadnja ni vidna. Pa imam to, pa tole spodnje. Tako da dobim en tak kvadrat. Kaj se pa zdaj zgodi, če se jaz odločim za malo drugačno črto, ne za tako preprosto, kot je tale? Bom narisala tle novo kopijo. To so pa te zeleni. Pa iste oznake, zdaj pa recimo, da takole potegnem črto. Zdaj pa to ni več tako preprosto. Tule imam A, B, A, tule imam D, C, D, spet A, B, A. V tem primeru bi bila pa slika takale. Torej začnem na sredini AB, na sredini daljice AB, zdaj grem tle na neko točko, ki jo moram izračunati na daljici DB, ki je bližje, malo, trenutek, da sem črke narobe napisala, so glih okrog obrnjene. Začnem z B, A, B. B, A, B. Ok, začnem z sredine daljice BA, zdaj grem pa na daljico AD, ampak ne čist na sredino, ampak nekam drugam. Potem se premaknem na stranico DC, nekam bliže točki C. Potem, ko sem pri točki C, grem v oglišče
tole oglišče A. Ne, samo malo še, ko sem pri točki, grem daljice DC, grem na daljico BC, se pravi sem. A ne, potem pa grem v tole, tale je A. Prav, tukaj grem pol sem, pa v A. In potem naprej zadevo ponavljam, ampak zdaj sem pa v neki drugi poziciji. Tukaj imam zdaj druge stranice in sem v bistvu na drugi ploščici tega tlakovanja, na tejle. In če pogledate, sta ti dve ploščici ravno zrcalni. In če pogledate, kaj to pomeni, to v bistvu pomeni, da se zdaj, ko ste prišli v točko A, vrnete spet na zrcalno sliko, kot ste imeli prej, med B in C. Tule zdaj B, tule je C, ste prišli na tole mesto, to je ravno zrcalno in pol, ko ste enkrat prišli v oglišče, se vrnete nazaj po isti poti. To se vedno zgodi, če greste skozi oglišče, pri tetraedru, zaradi simetrije. Zdaj, če ne greste skozi oglišče, se lahko zgodi marsikaj. Recimo, lahko se zgodi, da neskončno časa hodite po tetraedru in se nikoli ne vrnete na isto mesto. In ne samo, da se nikoli ne vrnete na isto mesto, obiščete skoraj vse točke na tetraedru. Samo s tem, da greste naravnost, če ste le izbrali pravo smer. Tega ni zelo težko videti. Ima pa zvezo s tem, da če izberete, če si mislite, da ste tole mrežo zravnali, namesto da so trikotniki takole po stran, da jih imate takole narisane. Se pravi, so takole stranice, pa pol pod kotom 45. Takole. Potem ima to zvezo s tem, da če potegnete premico pod kotom, ki ni, torej s smernim koeficientom, ki ni racionalno število, potem se nikoli ne morete vrniti na isto mesto zaradi tega, ker iracionalnih števil ne morete zapisati z racionalnim. To je razlog. Tukaj se potem da videti, da popišete skoraj vse. Torej, neskončno blizu pridete, če že ne točno obiščete tiste točke, pridete drugim točkam neskončno blizu. Temu se reče, da ste popisali gosto množico na tetraedru. No, vaša naloga bo, da nekaj podobnega poskusite narediti za površino kocke. Takole, mislim, da je to za danes. Hvala lepa za pozornost in upam, da sem vas prepričala, da je matematika uporabna marsikje.